Časovnica projekta, torej mi smo sfokusirani na datum, ko je potrebno sprejeti dokončno investitorjevo odločitev. To imamo za mejnik postavljen leto 2028 in to je naš fokus. Od tam naprej, zdaj, če govorimo o neki okvirni časovnici, pomeni, da predvidevamo še približno 4 leta za proces izdaje gradbenega dovoljenja, priprav na gradnjo in potem sama gradnja bi morala trajati približno 7 let, tako da pridemo tam do konca 4. desetletja, ko bi morala biti elektrarna priključena na omrežje, se pravi nekje do leta 2040. Torej, ključno pa je, oziroma bolj pomembno pa je, da smo fokusirani na ta korake, ki so pred nami, se pravi do 2028 in še bolj tisti, ki so pred nami do konca leta ali pa do konca tega meseca, in ti koraki pa so, da bomo skončali gradivo za vlogo za pripravo državnega prostorskega načrta. To gradivo nameravamo do konca meseca posredovati ministrstvu, potem bo verjetno potekalo še kakšen mesec, da se bodo gradivo ustrezno korigiralo, dopolnilo in potem se bo začel sam postopek. To so tisti ključni koraki, ki tangirajo pa se dotikajo tudi lokalne skupnosti. Mi z lokalno skupnostjo zelo dobro sodelujemo že z obstoječo elektrarno, ne nazadnje zaradi tega, ker ljudje nekako znajo živeti s tem objektom in tudi prepoznavajo koristi tega objekta. Zaradi tega je tudi podpora JEK2 v Posavju ali pa v lokalnem okolju še višja, kot je na nacionalnem nivoju, in to tudi spremljamo, ta vzorec, že dlje časa. Zato je to sodelovanje z lokalno skupnostjo izjemno pomembno in ne nazadnje tudi današnji svet regije, priložnost, kjer periodično obveščamo župane in lokalno skupnost o napredku projekta, in to smo tudi danes naredili.